Jaz sem še vedno Neža, tole pa je Tilen, ki riše stripe. Čau. To so super cool stripi, Tilenovi stripi. Ne samo moji, te sem narisal, ampak jih nisem spisal. O tem bomo še več kasneje povedala, ampak najprej, zakaj imajo v stripih vse akterke, ali pa skoraj vse, dolge lase? Mislim, da sta dve stvari. Vsi umetniki zelo radi rišejo take dolge, plapolujoče, ali bodo take capes, ali bodo lasje, karkoli tazga. Druga stvar je pa, da pač silhueta, bolje prepoznavno, bolje lahko, ne vem, seksi. Res. To je subjektivno. V redu je, ampak dajva zdaj razdreti tale seksi stereotip, pa probi eno narisati s kratkimi lasmi. A bo šlo? Bo šlo. Jaz bom pa tudi zraven narisala, te pretvarjala, da znam. Kako se pa lotiš, da narediš nek karakter? Mislim že, da Vinci je imel te tretmaje o tem, kako bi pač nekateri ljudje izgledajo bolj podobni, ne vem, oslom in so bolj neumni, nekateri ljudje izgledajo bolj podobni, sokolom in so bolj orlovski. In to pač nakaže nek karakter, ampak naloga risarja je pač, da te klišeje subverzira ali jih pa v bistvu afirmira. Zakaj si ti sploh začel stripe delati? Kot vsak mladi slovenski otrok začel z Mustrom in pač potem nadaljeval z Lavričem. Tudi doma imata oba dva starša umetniško žilico, bom rekel, da ne vem, če boste še vedno vesela čez 10 let, da ste me spodbujala, da grem v strip, ampak... A ni ful denarja? Ne, nažalost ne. Ti se kdaj mogel soočiti s tem stereotipom, delaš stripe, a to pa za otroke delaš? Dejansko ne. Hujši stereotip je to, da je superheroj, ne? Mislim, nekateri so stripi odlični na to temo, ampak to ni nujno taka visoka fikcija, ne? Zakaj tebe zanima v bistvu ta temačnost v stripu, noir? Strip se zelo lepo prileže takim zgodbam, ki so zelo eksplozivne, zelo take usodne zgodbe in ja, pač noir perfektno paše noter, tako da to je nekako moj genre of choice. Ja. Voilà, končno imamo kratkolasko. Se kje na spletu tudi najdete kakšno, ampak tale bo ta. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkajte, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.